Dragi moji, lepo pozdravljeni. Teden je ponovno naokrog in ob vseh športnih napovedih naše države, dvigovanju cen, prodaji vsega slovenskega ter takšnih in drugačnih debatah je ponovno napočil čas, da skupaj z nami stopite v svet, kjer je na prvem mestu le eno – znanje in izobraževanje. Začenjamo na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru. Tako boste spoznali, da študij, ki ga ponujajo, seže veliko dlje od preproste provedke in srednješolske kemije. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo v Mariboru ob kvalitetnem študiju ponuja tudi raziskovalno delo na mednarodnem nivoju. Tega tesno povezujejo s pedagoškim delom in na ta način študentom posredujejo tista znanja, ki jim omogočajo zaposljivost v slovenskem in tujem prostoru. Torej študente praktično vključujemo, ena zadeva je, da imajo ogromno laboratorijskih vaj v prvem in drugem letniku študija, seveda pa v višjih letnikih ta, bom rekel, eksperimentalni del in pa računalniški del vaj je obveza. V višjih letnikih seveda pa študente povezujemo tudi na nekaterih industrijskih projektih, ki jih izvajamo za, bom rekel, uporabnike praktično povsod po svetu. In druga zadeva pa je, da se študenti vključujejo v raziskovalno delo, ki ga upravljamo za ministrstva, agencije in tako naprej. Zelo velik del prihodka si fakulteta ustvarja s sodelovanjem z industrijo in z evropskimi projekti. Na ta način dobijo približno 15% denarja potrebnega za financiranje fakultete in s tem omogočajo kritje izpada, ki ga ustvarjajo z izvajanjem pedagoškega procesa. Prizadevanje za pridobivanje novih projektov je tako zelo veliko. Projekti potekajo za vodilno slovensko industrijo in pa seveda za zunanje naročnike. In z zadovoljstvom lahko povem, da izvajamo tudi projekt za multinacionalko, ki ima 10 milijard dobička. Torej ne za, bom rekel, revne firme in skupaj z slovensko industrijo smo uspeli torej prodreti v sam svetovni vrh raziskav za nekatere multinacionalke. V zadnjih letih smo izredno aktivni na področju energetske učinkovitosti in moram reči, da smo kar lepe uspehe dosegli, so odmevni po celem svetu, sodelovali smo z Japonci. Naše znanstveno-raziskovalno delo je zelo aplikativno in skušamo na vseh področjih vključiti, prenašati znanost na prakso, pri tem sodelujejo tudi študentje. Sodelujemo trenutno z Rusi, kjer se z Akademijo znanosti na področju energetike, kjer se nakazujejo veliki posli in z Teksaškim inštitutom v Houstonu, potem z Nemci, tako da na tem področju je res kaj videti, ne? In upam, da bomo pokazali, da tudi takšna majhna fakulteta, kot je naša, zna z znanstvenim potencialom nekaj doprinesti k razvoju in imidžu Slovenije. Seveda pa se vse skupaj začenja vedno pri študiju in študentih. Žan, sem si študent 4. letnika, kar pomeni, da se tvoji študijski dnevi v bistvu že iztekajo. Kaj je tisto, kar ti je v času študija ostalo najbolj v spominu? V času študija mi najbolj ostalo v spominu predvsem praktični del študija, ker je pač to en izmed študijev, kjer je večino prakse, sami eksperimenti in tudi timsko delo v laboratoriju. Sami izzivi pri praktičnem delu so predvsem to, da ne gre vse tako kot je v teoriji, pač so razne spremenljivke, so kakšne napake, treba poskušati večkrat ponoviti in pač to treba tudi vse upoštevati. Jaz mislim, da je študij kemije dokaj težek zaradi tega, ker bolj temelji na samem razumevanju kakih zakompliciranih načinov, kaj takega ni toliko, rekel, učenja na pamet. In za marsikoga je to dokaj težko. Tako da mislim, da je mogoče malo preverjeno, pa tudi zanimanje za kemijo mora biti dokaj veliko. Sicer nisi iz Slovenije, kljub temu pa študiraš tukaj v Mariboru. Kako to, oziroma kaj te v bistvu sploh prineslo v Maribor, pa kaj te v končni fazi prineslo na Fakulteto za kemijo? V bistvu jaz sem prišel v Slovenijo na mednarodno gimnazijo, na drugo gimnazijo Maribor in pač to je bila ena priložnost, ki sem pač hotel izkoristiti, probati nekaj novega, nekaj drugačnega. Potem pa sem se odločil za študij kemijske tehnologije, ker mi je nekako
najbolj ustrezalo to področje fizika, kemija, matematika, nekaj sem se tu najboljše sam počutil. Za nas, ki recimo nismo najbolj v kemijskih vodah, se ne spoznamo na fiziko pa matematiko, kaj bi rekel, je tisto, kar študij dela najbolj zanimivo in hkrati kaj je tisto, kar je pri študiju najtežje? Ne, meni je osebno najbolj zanimivo, ko vidim določen problem in ko ga začnem reševati, tako da to mene najbolj pritegne. In tega je posebej v kemijskem inženirstvu, kemijske tehnologije dosti problemov, tako da nekako se tu najdem. In to je tudi po drugi strani najbolj težko. Kemija iz srednje šole pa kemija na fakulteti ni preveč povezana. Dosti bolje se gre v podrobnosti, razumevanje in potem prav pride znanje iz fizike in matematike. Vsekako pa prav pride, ko človek potem vidi določeno, ne vem, kako se čaj kuha, pa juha in potem si lahko posledi dejansko, kaj se dogaja znotraj tega procesa. To je mogoče ena pozitivna stran. In kot študent kemijske tehnologije, kje se vidiš v prihodnosti? Boš ostal v Sloveniji, se boš vrnil domov, se vidiš morda kje drugje v tujini? Ne vem, jaz bom probal sicer nadaljevati študij, se pravi na podiplomski študij, potem pa bomo videli. Vsekakor se mi zdi, da so možnosti za dobre študente vedno prišli na katerikoli področje, da se ne bojim za prihodnost. In komu svetuješ, naj se odloči za študij kemije? Ja, tistim, ki imajo radi izzive, pa ki imajo radi nekaj drugačnega. Po besedah dekana je zelo pomembno, da se študenti čim prej vključijo v raziskovalno delo in na ta način že tekom študija dobijo stik z mogočimi delodajalci. So pa vse raziskave opravljene tekom študija tudi dobra popotnica za kasnejše delo v industriji. Seveda pa je potrebno vzeti v zakup, da je za dobro delo včasih nujno prestopiti slovenske meje, saj so potrebe za kadre iz fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v evropskem prostoru velike. Pred kratkim je Mariborska univerza razglasila raziskovalca. Ta je postal dr. Igor Drstvenšek iz fakultete za strojništvo. Rojenega Celjana, navdušenega alpinista in gorskega kolesarja smo obiskali na njegovi fakulteti in z njim spregovorili o projektih, ki so mu prinesli laskav naziv. Izredni profesor dr. Igor Drstvenšek je leta 1998 doktoriral in se zaposlil kot asistent na fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. V zadnjih 10 letih je v okviru mreže za hitro izdelavo prototipov in inovativno izdelavo ter v laboratoriju za inteligentne obdelovalne sisteme Univerze v Mariboru koordiniral več kot 250 različnih industrijskih nalog in projektov. In prav rezultat teh ga je pripeljal do naziva najraziskovalec. Bilo je v tem času veliko industrijskih projektov, najrazličnejših, s katerimi smo ali pomagali nekemu podjetju pri premostitvi nekega, bom rekel, ali pa recimo premagati eno časovno oviro s pohitritvijo nekih postopkov ali v razvoju pri pomoč z nekim prototipom, z nekimi idejami, do čist medicinskih projektov ali pa problemov ali pa dogodkov, kjer smo nekako sodelovali s svojim znanjem pa svojimi pripomočki, ki jih imamo tu v laboratoriju in podobno. Tako da ne bi mogel enega posebej izpostaviti. Tisti, ki pa nekako najdlje ostanejo v spominu, so pa vsekakor ti projekti, ki so enemu strojniku ali pa enemu inženirju niso tako blizu. Se pravi, ti medicinski, ker se ob njih ogromno novih stvari naučiš, vidiš tudi delo enega kirurga v živo in vse to je seveda nekomu, ki nikoli ni bil v operacijski dvorani, en dogodek, ki nam pusti velik vtis. Zelo zgodaj je namreč s kolegi iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor prepoznal potencial dodajalnih tehnologij na področju medicine, iz česar so nastali prvi po meri narejeni lobanski vsadki za potrebe nevrokirurškega oddelka UKC Maribor. Po 6 letih je metoda postala standard, kasneje pa se je sodelovanje razširilo tudi na UKC Ljubljana in mnoge druge medicinske ustanove. Celoten razvoj so ves čas spremljali tako delovni kot osebni izzivi. Poglavitni izziv je po moje že to, da je to novo, da je nekaj, o čemer v šoli ničesar ne slišiš. Tudi v običajni strojniški praksi tega ni. Je pa res komunikacija na začetku otežena, ker zdravniki na drugačen način komunicirajo. Že jezik, ki ga uporabljajo, je v glavnem latinščina.
Potem je poglavitno znanje vseh, ki je skupno vsem zdravnikom, ne glede na specialnost anatomija. O tem jaz kot strojnik zdaj že nekaj več vem, no, ampak na začetku sem pa zelo malo. Ne. To so tiste začetne ovire, prepreke, ki jih je treba preskočiti. Kasneje je pa lahko ravno to pomanjkanje ali pa bom rekel odsotnost nekih veščin ali pa spretnosti, ki so pridobljene z delom, lahko koristno v komunikaciji z okoljem, ki tega ni vajeno, konkretno z kirurgijo, recimo. Ker vidiš stvari, ki jih oni ne vidijo več, ali pa opaziš nekaj, kar se njim zdi nepomembno, pa mogoče je v tistem trenutku. Bistveno v raziskovalnem delu pa je, kot pravi, to, da je raziskovalec odprtega duha in uma in da se izzivov ne boji. To je bistveno, po mojem. Prvič, raziskovalcu morajo problemi biti izziv. Se pravi, problemi so nekaj, s čimer se radi ukvarjamo. Zaradi problemov je življenje lepo, zanimivo, zaradi tega se sploh pogovarjamo. Ne? Potem pa za izzive, ta odprtost za izzive seveda se manifestira na različne načine. Zelo pogosto tudi s prepirom. In ta prepir seveda mora biti konstruktiven. Če prepir gre v smeri potrjevanja nekega lastnega jaza za vsako ceno, potem to ni pravi prepir. Ne. Prepir na koncu, iz katerega izide nova ideja, je pravi. Ne. Če tudi je to ideja na prtičku v gostilni, recimo. Ne. In ko ustvariš nekaj novega, dobrega in enkratnega, kar ob vsem še rešuje življenja, zagotovo veš, da si na pravi poti. To je gotovo en poseben občutek, če vidiš, da nek konkreten človek ima konkretne koristi od tega dela. Ne. In to je ta neposredna potrditev. Povsod drugod v enih industrijskih primerih je potrditev šele takrat, ko se izdelek proda na trgu. Takrat dobi svojo ceno, svojo vrednost in je to nesporno. Ne. Medtem ko pri takšnem medicinskem projektu ali pa nekem poslu, neki pomoči, je pa ta stvar vidna takoj, ko pacient okreva. Ne. In finančno se tega sploh ne da opisati, ne. Mislim, prikazati, ovrednotiti. Pač je. Pove še, da je vsak mlad človek, če ga pri tem ne zaviramo, nagnjen k raziskovanju. Vse se začne že v otroštvu in osnovni šoli, za katero meni, da preveč poudarja dejstva in pozablja na raziskovanje. Ni nujno, da je v enem 3. razredu osnovne šole raziskava genialna, ne? Ampak vsako novo odkritje za enega otroka je raziskava. In če otroka naučimo raziskovati, potem se bo učil sam. Če mu pa podajamo gola dejstva, potem ga pa zaviramo, potem pa v njemu ubijamo željo po pridobivanju novih dejstev. Ne? Zato, dragi starši, učitelji in profesorji, sledite raziskovalnemu duhu vaših otrok, da bodo dobili krila, s katerimi je možno poleteti višje in višje. Morda prav tam najdejo pot do uspeha. Letos prvič pa ste lahko na informativnih dnevih obiskali Fakulteto za turizem Univerze v Mariboru. Po skoraj 3 letih usklajevanja in kolebanja, pa organiziranja in financiranja, bo tako v prihodnjem študijskem letu tudi ta fakulteta odprla svoja vrata. Fakulteto za turizem so sicer ustanovili že leta 2009, v študijskem letu, ki prihaja, pa bodo bodoči študenti lahko izbirali med prvostopenskim visokošolskim programom in prvostopenskim univerzitetnim programom. Za novo študijsko leto so razpisali 60 rednih in 40 izrednih študijskih mest, tako za visokošolski kot za univerzitetni študijski program. Glede zanimanja za študij so na fakulteti optimistični, računajo pa tudi na turistično usmeritev občine, ugodne študijske pogoje in obmejno lego kraja. Naša fakulteta ni lokalna fakulteta, čeprav za to fakulteto finančno in drugače stoji lokalna skupnost občine Brežice. Ampak to je fakulteta vseslovenska in po programih, po usmeritvah tudi svetovna. Pričakujem takšen vpis, da bomo imeli normalno finančno pokrito delovanje, ker to je danes zelo pomembno v današnjih časih. Tako da
razmišljamo predvsem o tem, da že v startu omogočimo vpis tudi tujih študentov iz sosednje Hrvaške. Večina bodočih študentov, vsaj tistih, ki smo jih našli na informativnem dnevu, pa kot kaže, kljub vsemu prihaja iz Brežic ali okolice. Zakaj prav na to fakulteto, smo jih povprašali ob koncu predstavitve, na kateri so bodoče študente poskušali prepričati tudi s številnimi ekskurzijami in potovanji v tujino. Veliko praktike, ne bo samo za knjigam, večinoma to, pa tudi zanima me v tej smeri. Predstavili so tudi veliko možnosti za samo prakso, za delo v tujini. Študiranje v tujini je morda tudi to tisto, kar recimo študenta, bodočega študenta privlači na samo fakulteto. Ja, tudi to ima velik delež, to bomo še videli, treba še finančno uskladiti, pa bomo še videli, ampak ja, me pa zanima definitivno. Zakaj recimo si se odločila obiskati prav to fakulteto, ki je v bistvu še čisto nova fakulteta? Zato, ker mi je dosti blizu. Pa ne vem, prišla sem tako po informacije, bom vedela, kako bo pa. Informacije, ki ste jih dobili danes tukaj, meniš, so bile dovolj izčrpne, da se odloči za študij na tej fakulteti? Ja, so bile, sem me še dodatno zanimala, bom se še malo informacije dobila. Sicer pa se odločaš med katerimi študiji? Predvsem za turizem. Mislim, jaz sem zdaj že eno šolo, bom diplomirala letos, tako da zdaj ne vem za naprej, da bi tukaj malo vedela. Sem tako, informativno sem prišla res. Prihajam iz Krškega. Kar pomeni, da ti je fakulteta dokaj blizu. To, kaj je bilo danes tukaj predstavljeno, kaj je tisto, recimo, kar je tebi osebno najbolj zanimivo, najbolj privlačno? Najbolj zanimivi so mi jeziki, angleščina, nemščina, žal mi je še francoščina. No. Pa italijanščina bi tudi mi bilo všeč, če bi začetka začeli se učiti. No. Sicer pa to, kar si slišal danes, bi rekel, da fakulteta ponuja dovolj, da je lahko študij dober, izčrpen? Ja, zdi se mi, da je fakulteta ponuja ogromno in da je zelo zanimivo in sigurno se bom pisal to leto na faks. Glavni financer je občina Brežice, ki je do sedaj v fakulteto že vložila dober 1 milijon evrov. Do leta 2015 pa je bo namenila še 2 milijona. Seveda ne brez pričakovanj. Vsekakor pričakujemo kvaliteten kader, ki ga bomo lahko primarno vključili v naš razvoj turizma, se pravi turizma v občini Brežice oziroma destinaciji Posavje. Pričakujemo pa tudi posledično večje število turistov, ki si bodo ogledali oziroma se vključili v lokalno ponudbo, kot tudi neko uživitev same ponudbe v mestnem jedru, kjer se fakulteta s svojim sedežem nahaja. Želimo si, da bi fakulteta za turizem ustvarila prepoznavnost tudi v mednarodnem prostoru, tako se je že v času priprave programov povezala s francosko fakulteto, s katero je zasnovala del programov in pričakujemo na ta račun tudi gostujoče profesorje iz tujine in posledično tudi večjo prepoznavnost, kot tudi razvoj teh mednarodnih študijskih programov in pa tudi seveda gostujoče študente iz tujine. Sicer pa bodo v oktobru vsi, ki bodo izbrali študij turizma, namesto uprave predavalnice sedli v klopi gimnazije Brežice, saj zaenkrat fakulteta svojih še ne premore. Kmalu bodo dijaki zadnjega letnika srednjih šol izbirali svojo študijsko pot. Tiste, ki jih bo zanesla na Goriško, lahko izbirajo kar med 13 programi Univerze v Ljubljani, Univerze na Primorskem in Novogoriške univerze. Ta ponuja programe fizike, kulturne zgodovine, slovenistike, okolja, gospodarskega inženiringa ter vinogradništva in vinarstva. Študentje pa lahko izbirajo še med pravom, fakulteto za uporabne družbene študije, multimedijskimi komunikacijami, strojništvom in zdravstveno nego. Na visokošolskem in raziskovalnem središču upajo, da bodo čim več od skupno več kot 700 razpisanih mest tudi zapolnili. Upamo, da bo letos, torej naslednje šolsko leto, tako pisaj, kot je bil letos, kar pomeni, da smo praktično skoraj vse programe napolnili. Zavedamo se, da število študentov upada zaradi generacijske, torej te tako imenovane luknje, ampak računamo, da glede na to, da so ti programi vsi, ki se izvajajo na Goriškem, postali zelo prepoznavni in so tudi malo drugačni od drugje, pričakujemo, da bomo tako bili uspešni tudi naprej. Poleg Novogoriške univerze so najbolj obiskani predvsem programi prava, multimedijske komunikacije in zdravstvene nege. Veliko upanja pa imajo tudi za program psihosocialne pomoči, ki bo letos zaživel prvič. Razpisanih je kar 90 mest, a le za izredni študij. Šolnina pa slabih 3000 evrov na letnik. Trenutno je pač to izredni študij, trudili se bomo vsekakor, da bi pridobili morda tudi koncesijo, ampak trenutno ostaja izredni. Diplomanti bodo dobili vsa znanja potrebna za svetovanje ljudem, ki pač pridejo v neke psihosocialne
stiske. Zelo zanimiv študij, predvsej individualnega dela, prakse predvsej, tako da mislim, da bo študij kar uspešen. Želijo si, da bi uspešen postal tudi karierni center za pomoč študentom, ki je sicer začel delovati že pred 2 letoma. Konec februarja bodo študentom svetovali o poklicni poti. Gre pa za aktivnosti psihodiagnostičnega testiranja, se pravi, da bomo ponujali študentom, tudi našim programom, pa tudi drugih lahko dijakov, to testiranje, ki omogoča prepoznavanje osebnostnega tipa in pa skladnost tega tipa z željami, dejavnostmi, zmožnostmi, oceno samega sebe. Poleg tega želijo s kariernim centrom povezati tudi delodajalce in študente. Želja pa ostaja tudi povezovanje našega z italijanskim študijskim prostorom. Projekt Go Eurocampus, vreden 1 milijon evrov, naj bi ponudil brezplačno brežično omrežje, skupne študentske kartice, potem pa želimo potem še na akademskem področju oziroma na vsebinskem področju programov uvesti še skupne programe med različnimi ustanovami, ki so tukaj. Tega je zdaj morda v našem mnenju premalo. Navdušenci univerze in vsi slučajni mimoidoči, čas našega druženja se je iztekel. Prihodnji teden bo za vaše intelektualno plemenitenje skrbel Matej Sukič, mi pa se ponovno vidimo čez 14 dni. Imejte se lepo in ne pozabite na šale, kape in rokavice. Pa nasvidenje.